Pozdravljeni! Pri preučevanju razvoja tehnologije v Formuli 1 ne moremo mimo tega menika, ki ga predstavlja McLaren MP4/1. To je prvi bolid, ki so ga izdelali pri ekipi z Wokinga po prevzemu strani Rona Denisa, MP4 Marlboro Project 4. A to ga še ne naredi tako posebnega, mislim, da se vsi strinjamo. McLaren MP4/1 je prvi bolid, kateri je imel šasijo izdelano iz ogljikovih vlaken. In ukolikor bo kdo šel proučevati malce bolj zadevo, bo morda naletel na kratico CFC, Carbon Fiber Composite, kar pomeni, da je narejen iz ogljikovih vlaken in ne s karbona, kot marsikdo napačno navaja. A pustimo sedaj to pri strani. John Barnard, revolucionarni inženir, je prišel do te ideje, da bi v Formulo 1 vpeljal to noviteto. Sicer pri ekipi Brabham so že leta se trudili z zavorami iz ogljikovih vlaken, a v šasiji so jih prvi uporabili pri McLarenu. Sicer leta 1981 smo videli tudi šasijo Lotus 88, tisto znano, ki je imela praktično drugo plavajočo šasijo nad tisto glavno. A ta je bila le delno narejena z ogljikovih vlaken. Ta ogljikova vlakna so bila ojačana s steklenimi. Zato je primat prve šasije z ogljikovih vlaken nedvomno pri McLarenu in modelu MP4/1. A ta šasija, kolikor jo primerjamo s tistimi, ki jih poznamo danes, je dokaj čudna na pogled. Namreč danes smo navajeni na to, da je cel ta prednji del bolida v bistvu šasija, tako kot jo vidimo od zunaj. A tu je bila pokrita z neke vrste karoserijo, katera je služila aerodinamični podobi. Kolikor gledamo samo to šasijo, vidimo, da je precej oglata, nima tistih, bom rekel, oblikovnih lastnosti, ki jih vidimo danes. Razumeti moramo, da je tehnologija stara najmanj 40 letja, da takrat še niso bili sposobni tistih krivin, ki so jih danes tako mojstrsko obvladali. Zato je tudi nekako razumljivo, zakaj izgleda bolid tako, kot je. A zanimivo je tudi to, da že takrat so pri McLarenu se zavedali, da ta njihova šasija z ogljikovih vlaken bo pritegnila marsikateri pogled. Poglejte na fotografijah, kako se lepo vidi pokroviteljski napis na goli šasiji, na črni podlagi. Namreč med dirko so bili tisti pokrovi z belo-rdečo kombinacijo in ni bila vidna. Komaj, bom rekel, v garažah so jo to sneli in prav takrat so vedeli, da jo bojo vsi slikali in dodali reklamne napise. Kakšna je bila prednost te šasije z ogljikovih vlaken? Kolikor gledamo samo tehnično McLaren MP4, sploh ni bil nič kaj posebnega, ukolikor primerjam ta bolid naprimer z Williamsom F207, z Brabhamom BT49. Imeli sta oba tudi Ford Cosworth DFV, to se pravi primerljivi bolidi, gre za bolide s talnim efektom v vseh treh primerih, a vemo, da ta dva slednja, katere sem opisal, sta v začetku 80-ih let odnesla praktično vse. Prednost te šasije z ogljikovih vlaken je bila v trdnosti in varnosti. In to so dokazali že v prvi sezoni leta 1981. V ekipi sta bila takrat John Watson in Andrea De Cesaris. In čeprav bi si lahko sedaj marsikdo mislil, da je bil De Cesaris tisti, ki je šasijo spravil do skrajnosti, ga moram razočarati. Bil je John Watson na veliki nagradi Italije leta 1981. Na izhodu z ovinka Lesmo je izgubil oblast nad svojim McLarenom. Zaneslo ga je v zaščitno ograjo tako močno, da je bolid prelomil na pol. Motor in menjalnik sta nato odletela nazaj čez progo ter trčila v Michela Arboreta. John Watson in druga polovica bolida se je pa ustavila malce bolj naprej ob trati. In vsi, ki so takrat v živo videli to nesrečo, so si pomislili, da so bili to zadnji trenutki Johna Watsona. A John Watson je enostavno odpel varnostne pasove in izstopil iz razbitine. Ta šasija je še danes razstavljena na sedežu podjetja Hercules Aerospace, kjer so šasijo naredili. Ekipe takrat še niso imele te tehnologije na razpolago, da bi same to izdelovale, zato so morale se zaupati zunanjim izvajalcem.
In prav ta nesreča je bil, seveda poleg denarja, eden izmed faktorjev, ki je prepričal Nikija Laudo, da se je v naslednji sezoni vrnil v Formulo 1 iz svoje upokojitve. In Niki Lauda je tudi bistven pri zgodbi o McLarenu MP4. Treba je tu tudi povedati še eno zanimivost. Na začetku se je bolid imenoval samo MP4. To je bilo v letu 1981. V 82. sezoni je bil MP4B, leta 83 so malce spremenili sistem imenovanja. Postal je MP4/1C, a gre za en in isti bolid. No, Niki Lauda je seveda dosegel kar lepe rezultate, a razumel je, da čas atmosferskega motorja Cosworth DFV se je bližal koncu. Hotel je imeti turbomotor kot glavni konkurenti, govorim o Ferrariju, govorim o Renaultu. No, in takrat je Mansour Oje svojim podjetjem TAG Technology d'Avantgarde pri Porscheu naročil 6-cilindrski turbomotor, katerega bi rabili pri McLarenu. In načrtovali so to, da bo se začela zgodba leta 1984. A Niki Lauda je vztrajal in pritiskal, šel do pokrovitelja McLaren in v zadnjih dirkah sezone 83 smo videli na progi McLaren MP4/1E z motorjem tak Porsche, čeprav so vsi inženirji vedeli, da ne bo uspešen, kajti ni bila primerna šasija za tisti pogon, za tisti turbomotor. In imeli so prav. Šele z njegovim naslednikom McLaren MP4/2 se je začela tista neverjetna serija zmag in naslovov pri McLarenu. Da se razumemo. A primat vseeno gre McLarenu MP4/1 kot prvemu bolidu z šasijo z ogljikovih vlaken in enemu izmed najpomembnejših mejnikov v celotni zgodovini Formule 1. Toliko na hitro o tem mejniku. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.